Dober dan, od srede do srede, danes redna varianta. Kdor želi vedeti, kaj midva z najnim gostom Tonetom Hočevarjem, ki je bil najin gost včeraj, misliva o papežu Frančišku, si bo pogledal včerajšnjo epizodo od srede do srede, ki je opremljena z besedami izredno, posebno in tako naprej. Midva se pa danes pogovarjava z zadevami, ki se tičejo bolj manj domačega političnega dogajanja, s kakšnim izletom v tujino, seveda. Ker je sreda in ker spremljava tudi, kaj se dogaja danes, začeti morda s tem, da je Državni zbor pravkar drugič potrdil novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, se pravi, to je zakon, na katerega je Državni svet pričakovano vložil veto. Vladajoča koalicija pa je zbrala pa ponovno zadostno število glasov, natančno 50, zato da je ta zakon zdaj definitivno potrjen in gre lahko tudi v objavo v uradni list. Kaj to pomeni? To je zelo dobra novica, pač zato, ker je ta del procesa zakonskega dokončen, oziroma sledi ustavna presoja, verjetno. Ne? Ampak najavljena je. Ja. Najavljena je ustavna presoja in tudi to ni tako slaba stvar. Ni pa več negotovosti. Državni zbor je svoje vlogo odigral, koalicija je vzdržala, držala je svoje obljube, prav tako seveda tudi opozicija, ki je jasno povedala, da bo proti. Hkrati je pa opozicija pokazala tudi na precej jasne obrise že zdajšnjih in pa bodočih zavezništev. Glasovala je tudi nepovezana poslanska skupina Beri Anže Logar, ki upravičuje vse teze o tem, da je v bistvu Janšov satelit NSI, je v tem neoliberalnem loku seveda na isti ladji in se precej dobro ve, da bo, če pride pač ta naveza na oblast, oziroma če bo zmagala pač na naslednjih volitvah, bo njena prva poteza razgradnja javnega zdravstva in tega zakona. Ta poteza je napovedana, se pravi, niti ni kuvertirana v smislu, da bi bila poteza dogovorjena, ampak je čist javno sporočeno, da bo to en prvih ukrepov. Vzporedna sporočila, ali pa tako, ko bi rekel, če igraš za tiste, ki igrajo kitaro in tako naprej, ki se tako imenovani alikvotni toni okrog neke melodije, alikvotni toni te politične špila, če tako rečem, so natanko ti, da je že danes pravzaprav potrjeno jasno, da so vse strategije izločanja iz nekega mainstreama, naprimer Logar iz SDS in Nova Slovenija v odnosu do Janše, češ odklonilno, da je to dejansko tako, kot smo rekli. Na koncu bodo lastavice priletele nazaj v svoj hlev. Vodja pač tega pogona je bil in vedno bo Janša, dokler bo lahko sploh migal, govoril, delo in tako naprej. Ima pa pač Janša, ki je še enkrat potrjena in še enkrat zatrjujem, to je alfa politik slovenskega politikuma v zadnjih 30 letih. Vzpostavil si je svoj protilik ali pa 35. Tako ne. On je v tem smislu večen, njegov protilik, ki deluje dialektično, je Milan Kučan, ker ga vsa propaganda njegova predpostavlja, brez njega se ne da. Njihov slog je diskvalifikacija, primitivizem, žaljenje in tako naprej, to se pravi, to ostaja vse isto. Pač pa na vsebinski ravni so pa neke določene spremembe, ker zdaj prvič, Janez Janša je zdaj dolgo časa najavljal, tako dobesedno napisal je prerokbo,
Ampak zdaj jaz iz glave ne znam citirati, kateri datumi so to bili, ampak se spomnim, ko je napisal prerogbo o tem, kako bo potekala politična pomlad letošnja, kako bodo predčasne volitve, kako bo on obsojen v zadevi Trenta po scenariju, ne? Kako se bodo potem stvari zapirale, da bo ponovitev leta, to se pravi Patrija, ne? In nesrečen slučaj je še hotel, ali pa je to tudi kalkulirana zgodba, tega ne vem, ne? Da bi bil obsojen, ne, po najavah, ne, natanko na Veliki petek, in bi ga to umestil v religiozni kontekst, bil bi novi Jezus Kristus, ki je doživel svojo smrt na križu, a ne, in ljudje bi potem svoje upanje dobili v velikonočnem vstajenju, in to je rojstvo novega leta 88-89, ko se Janšo zapre, se ga potem osvobodi, se naredi novo državo in se razglasi odrešenika. To je bil njegov načrt. Zdaj, na Veliki petek se mu je zgodila ta nerodna nesreča, da ni bil obsojen. Ne? Ja, namreč sojenje v Celju, ki je se dotikalo zadeve Trenta, ne, je se končalo s tem, da je bil oproščen skupaj z ostalimi domnevnimi storilci te nenavadne ali pa domnevno nenavadne nepremičninske transakcije. Se mi zdi, da je, kakor se kontroverzno to sliši, v tem primeru treba deloma Janši stopati v bran, ne? Namreč izključno na proceduri. Ne? Verjetno je sam s svojim advokatom Matosom v veliki meri kriv za to, da je ta stvar trajala 12 let, ne? Ker so se izogibali sodnim procesom, kadarkoli je bilo le mogoče. Niso prihajali na naroke, upravičevali so, izločevali so sodnike in tako naprej, vendarle. Ne? Mislim, da taka zadeva, ki je v redu 100.000 evrov, ne? Približno tam nekaj 100.000 evrov. Ne? Ja. To so v bistvu malverzacije, mahinacije, potencialne, govorimo, ne? On je oproščen, da se razumemo. Ne? Ampak potencialne mahinacije in malverzacije, ki se v Sloveniji dogajajo na dnevni bazi, ne? Od anonimnih ljudi, ki obračajo denarje, skratka, če bi samo v naš turističen konc, bohinjski šov, se to po mojem mnenju dogaja skoraj da na tedenski bazi, pa nihče za to niti ne migne. Ne? V tem primeru Janše je šlo za razvpit primer in človek se ne more znebiti vtisa, da je tako kot pri Al Caponeju, ki ga pri velikih stvarih niso mogli ali pa hotel prijeti, so ga pa potem na parkirnih listkih. Ne? Ampak nedopustno pa je, ne, da je sistem postavljen tako, da traja mrcvarjenje 12 let. 12 let je občutno obdobje človeškega življenja. Ne? In ne moreš kot sistem, kot država mrcvariti nekoga 12 let. To bi se moralo pol leta vse končati. Tudi če bi se on izmikal, tudi če ga ne bi bilo, bi morali biti mehanizmi, da se ga bodisi prisili, bodisi da se upošteva, da noče biti tam in se obravnava nadaljuje brez njega. Ne? Skratka, to je po mojem mnenju nedopustno in tu leži krivda na strani države, na strani zakonodajalca, ne sodišč. Sodišča za to niso kriva. Sodišča pač sledijo protokolom, ki jih je država predpisala. Ne? Oni sodijo po svoji doktrini in po okvirih, ki so jim postavljeni. Se oni ne postavljajo okvirom. Ne? In zato ima Janša popolnoma narobe, ko govori o krivosodju. Ne? In tukaj je zelo zanimiv paradoks. Ne? Se pravi, krivosodje je Janša oprostilo. Torej, če bi bilo krivosodje pravosodje, bi ga obsodilo. Ne? A ni to logična premisa? Ker je krivosodje in dela po krivici, ga je oprostilo. Ne? Zdaj v teh kategorijah klasične logike seveda je tako. Ne? Ja, se pravi, se ugrizno verjame. Mi smo vendarle v neki kvantni mehaniki. Pa... Ja, tukaj je superpozicije so tukaj. Superpozicije kvantnih delcev. Malo sva oba spremljala to dogajanje pred celjskim sodiščem. Ne, predpostavka tam zbrane množice je bila, ne, da pravzaprav iz sodišča ven prihaja nekdo, ki je spoznan za krivga, in potem je sledilo kar veliko presenečenje, da je sodišče ocenilo, da ni zadosti dokazov za kazensko obsodbo. Jaz tega nisem mogel gledati po prvi spovedan, ker organsko ne prenaša tega programiranega primitivizma. Ne? Ker zdaj po tolikih letih ne verjamem, da so nekateri še vedno lahko tako nizki in primitivni. Mislim, da je to zarežirano. Ali nekateri, ki so verniki, so pa pač ubogi v duhu. Drugega ne vem povedati. Na duhu celo. Ne? Ampak to je tisto, na kar je treba res opozoriti. Ne? Politik
moderne, sodobne države Slovenije, kar država je samostojna, nosi neko odgovornost. In če nosi neko odgovornost, priznava sodišča. Če jih ne priznava, potem se mora obtožiti, da v času, ko je bil na oblasti, ni zakonsko uredil tega vprašanja, ni izvedel postopkov, po katerih bi sodišča lahko postala to, kar bi moralo biti, kar se njega tiče. On, kadar je bil na oblasti, nikoli ni poskušal narediti neke reforme, nikoli ni poskušal narediti dialoga med strankami, da bi ustavno to stvar uredil, kar je narobe, zato ker ve, da nič ni narobe. Seveda, narobe je v tranzicijskem smislu, vendar kot rečeno, ona sodišča lahko delajo samo v okviri, ki so jim postavljeni, in če so okviri narobe postavljeni, to ni problem sodišča, ampak je to problem zakonodajalca. Janša je že bil na oblasti, imel je parlamentarno večino, lahko bi ukrepal, pa ni. Se pravi, zrel politik mora predpostavljati verodostojnost sodišča in ga tudi spoštovati in se tako javno izražati. Politik, ki se javno izraža, da gre za krivosodje in da ta sodišča niso v redu, ni vreden biti politik. Ampak ker igra na populistične strune in ker celo na volitvah računa na demontažo, na rokovnjaške principe, ne pa na principe pravne države, zato to temo vzdržuje in v tem je njegova nevarnost in popolna različnost do Goloba, ki je v velikih segmentih slab vladar, ki je v pomembnih segmentih pokazal, da je nekompetenten, čeprav je v ultimativno, v obrambi javnega prostora vzdržal naša pričakovanja, konkretno pri zakonu o zdravstvu. Ampak on tega nikoli ne bi naredil. On ne bi šel pred sodišče in začel govoriti o krivosodju. In v tem je neka razlika, kljub vsemu. Kljub temu, da jih lahko primerjaš v samopašnosti, v samoljubnosti, v marsičem jih lahko primerjaš, ampak pod vidikom spoštovanja pravne države ali pa izrazilo, ti si ne moreš predstavljati, recimo, da bi Nataša Pirc Musar kot predsednica države izrekala take besede. Pravkar si rekel, da niso vsi isti. Ne, jaz mislim, da Janše pa Goloba pač ni mogoče primerjati s tem, ne govorim, da je Golob v nekaterih vsebinskih stvarih boljši. Lahko je celo slabši, ne rečem. Ne? Ampak ni jih pa mogoče primerjati pač v tem, da gre za recimo tip politike, zdaj govorimo o tipu politike, da ne bo pomote, meni Golob ni všeč. Ampak gre pa za tip politike, ki predpostavlja moderno državo, pravno državo, ločitev veje oblasti, in potem znotraj tega priznanja poskuša izigravati sistema. Se so te njegove miškulance z policijsko ministrico oziroma z parlamentarne finte, potem parlamentarna komisija, medijski taki drugačni obvodi so strašno sporni. Ampak v principu pa ne oporeka ustavni postavitvi države. Medtem ko Janša pa oporeka. In to je bistvena razlika. In bistvena razlika je tudi v tem, da zelo nekaj podobnega je kot razlika med Joeom Bidenom pa med Donaldom Trumpom, naprimer. Resnica je tudi ta, da je Trump v bistvu razgalil vso bedo tiste maske, ki se je reče ameriška liberalna demokracija. In v tem smislu Janša tudi razgalja. Janša v pol leta v bistvu razgali vso nedorečenost in bedo naše demokracije. Ker je večkrat sama sebi namen, ker so komisije same sebi namen, ne zato, da kaj rešijo, ampak zato, da poslanci lahko preiskujejo, vlečejo dnevnice, hodijo po svetu in podobne stvari. Recimo. Ampak principijelno pa se spoštuje ustavni red kot neka kategorija. Zdaj ne vem, kaj je boljše. Jaz osebno mislim, da ni boljše, da je Trump na oblasti. Definitivno je pa je pa v njem trenutek resnice. Naenkrat spregledamo, kaj ta družba je. Ker bistvo ameriške demokracije, ki to ni, ki je v bistvu plutokracija in ki je v bistvu fasadna demokracija, je v ekonomističnem dejstvu, ker tam ekonomizem vlada, ekonomizem pa lobiji. Ampak bistvo tega je v osnovni ugotovitvi, ki ga citiram po Jeffreyju Sachsu, znanem svetovnem ekonomistu, znanem kritiku tudi Netanjahovega režima in tako naprej, ampak on je preprosto povedal, vsa resnica carinske vojne je v tem, da Američani pojedo več, kot naredijo. In v tem je ves deficit. In ne v čem drugem. In Trump je v bistvu s to svojo metodo razkril to resnico,
na ekscesen način. Jaz nisem filozof, pa se zdaj lahko sramotim, ampak bom tvegal. Ne? Se pravi, na ontološki ravni je bolj, da Trump ne bi bil predsednik, na spoznavni ravni, ki je pa za filozofijo tudi pomembna, je pa Trump idealen. Trump je definitivno razkril notranjo gnilobo sistema, ki ni več demokratičen, ampak je plutokratičen. Biden je pa prikrival to resnico, to je dejstvo. Ne? Oba dva sta pasivnista, recimo. Ne? In pri Janši je nekaj zelo podobnega. Janša v bistvu za svojo brutalnostjo, za svojo mejnostjo in z zbujanjem nizkih strasti ustvarja okoliščine, v katerem trohnoba vse te farse pride na dan, ne? Ker ne slepimo se, da tudi v Sloveniji udirajo interesi lobijski, kapitalski in ne vem kakšni drugi interesi. Recimo, jaz si z lahkoto predstavljam, da je ta zadnja afera, ki jo je Golob zdaj fasal, ne, skozi neko 3-dnevno počitnikovanje, ne, po toliko letih, ne, lahko produkt, recimo, zdaj ne bom obtožil, ampak na pamet govorimo, ne, lobijev blizu, ne vem, zdravniške zbornice in privatizacijskih lobijev, ki so totalno nezadovoljni nad dejstvom, da je sprejet zdravstveni zakon. To je hipoteza. To ni trditev. Ja. Rekel sem, da si z lahkoto to predstavljam, Ja. In mogoče celo tako je res. Ampak ne trdim, da je res. Ampak hočem povedati, da je za videzom pravne države, ne, ki ga vzbujajo in se je ne držijo, vedno tudi še kakšen drugačen interes in naša naloga je, da ga prepoznamo oziroma, da smo pozorni nanj. Ne? In v tem smislu smo lahko do Janše ambivalentni. On je zelo dober katalizator. Ne? Ko on pride z svojimi res 1:1 interpretacijami, je popolnoma jasno, kaj je zadaj. Medtem, ko pride nekdo drug, pa ni popolnoma jasno, kaj je zadaj. Problem pa je, da vedno skoraj da je nekaj zadaj. Recimo Amerika je spet tukaj zelo dober primer. Tudi Evropska unija je zelo dober primer. Ne? Tako da v teh kombinacijah, variacijah, permutacijah in tako naprej treba znati seštevati, odštevati in videti kaj več od tega, kar se kaže. Onkraj vsega dvoma pa je, da primitivizem ulice pred sodiščem nesprejemljivo za resno državo. Ne? To je ključ. Ja. Dober, kolega Markeš, midva imava še en miting pred prvomajskimi prazniki, če se ne motim. Možno, ja. Se pravi, se vidva danes teden, ob tem pa povabva občinstvo, da se pridruži portalu delo.si na tak ali drugačen način in spremlja še naprej najine razprave. Hvala lepa. Drži, zdaj malo pa.